Dober dan. Država se ukvarja z rebalansom proračuna, ukvarja se pa tudi s tem, kaj pravzaprav Bruselj hoče od Republike Slovenije. Vtis je, podatki so pa po moji oceni nezadovoljivi, da Bruselj izvaja določene pritiske iz zelo redko posejanih dejstev se pa da za silo rekonstruirati pravzaprav, kaj je to, kar bi Bruselj rad. Se pravi, eno je, da bi radi imeli bolj izrazit varčevalni paket, pa danes, ko Državni zbor odloča o proračunu, opozicija ugotavlja, da ta varčevalni paket morda ni dovolj oster, ampak še ne par stvari, se mi zdi, da se dogaja. Ena je vezana na tako imenovano slabo banko, druga je pa vezana na vprašanje konkurenčnosti oziroma varstva konkurence v državi. Kaj hoče Bruselj? Jaz mislim, da Bruselj opazuje nekaj, kar ni razumel recimo v 90-ih letih ali pa potem pred priključitvijo, in sicer pojma pajdaški kapitalizem oziroma pajdaška, ta privatizacijsko-pajdaška demokracija v Sloveniji. In se mi zdi, da je nezaupljivost Bruslja do Slovenije zgrajena na nekih izkušnjah, po katerih se je pokazalo, da so kakršnekoli že sanacije javnih financ bile vedno tako narejene, da so nekateri od tega vedno profitirali, ker je šlo za neko vojno dobičkarstvo. Seveda je to zdaj za nas kot opazovalce iz distance samo po sebi problem, ker se sprašujemo, ali je Bruselj v tem kaj drugačen. Če vzamemo za primer tisto, kar je IMF izrazil, da so na koncu koncev finančni sistem v Grčiji reševali na nepravilen način. Ampak dejstvo je, da zato tudi, če je bruseljska strategija reševanja evropskega finančnega sistema, recimo, ali pa stabilnosti evropskih javnih ali pa javnih financ v evropskih državah, ali je pravilen ali ni pravilen, to ne spremeni dejstvo, da je v Sloveniji verjetno ali pa sigurno nekaj zelo narobe, da je Bruselj to opazil in da hoče imeti na to vpliv. Jaz mislim, da je to tako treba videti. Tisto, kar je meni padlo v oči, je to, da je Evropski komisar za konkurenčnost ali konkurenco Almunia v 2-3 tednih sprejel 2 gosta iz Republike Slovenije, ministra za gospodarstvo Stepišnika, ki ga je seznanil o tem, da neka preiskava teče vezan na Revoz, pa morda še kaj. Potem pa tudi direktorja Agencije za varstvo konkurence Andreja Kraška. Z tega pogovora pa ni prav zelo veliko informacij, ampak tako, da Evropski komisar povabi direktorja Agencije za varstvo konkurence na obisk, se mi zdi, da je to kar neka močna gesta, sicer v smislu, da določene strukture v Bruslju ocenjujejo, da ta tržna situacija v Sloveniji zelo daleč od tega, da bi ustrezala definiciji ene normalne, zdrave, na fair playu temelječe konkurenčnosti med različnimi ponudniki storitev in blaga. To pravi, podpreti varuha konkurence in njegova prizadevanja, da bi pravila tržnega fair playa v Sloveniji prevladala nad pajdaško logiko. Ja, to je kar dosti opazno, da se kritičen odnos Bruslja do Slovenije na nek način in glede na neke izkušnje, očitno glede na neke izkušnje, kar dosti dobro zaostruje. To je zelo jasno vidno, pa seveda pri vprašanju sanacije bančnega sistema. Po eni strani ta dve tako zelo zanimivi, na videz nasprotujoči si trditvi, ki pa obe izražata isto logiko. Po eni strani smo ta teden dobili zelo jasno sporočilo, oziroma je uradna Ljubljana dobila zelo jasno sporočilo,
da so fiskalni napori nezadostni, oziroma niso zadost močni, da se morajo intenzivirati in do oktobra pokazati rezultate. Na drugi strani je bil pa Bruselj tisti, ki je ustavil prvi prenos tega kontingent terjatev na slabo banko. Ja. To se pravi, to je nasprotujoče si. Po eni strani je treba pohiteti, po drugi strani so pa pustili sporočilo, ustavite konje, včasih hiti počasi, delaj stvari bolj zmerno, bolj preudarno in bolj utemeljeno. Ne? Se pravi, čisto protislovje. Po drugi strani je pa glede na to, kar so se prej pogovarjala, pajdaške zgodbe, pajdaški kapitalizem, pajdaške manire, je pa dejansko ocena, koliko je vredno tisto, kar prenašaš na slabo banko, ne, če je v ekskluzivni pravici ali pa v ekskluzivni maniri nekoga, ki v Sloveniji ve, zakaj gre in vsa leta dejansko ve, zakaj gre, ne, se lahko skriva zelo široko, zelo močno polje tržnih manipulacij in vojnega dobičkarstva. Domnevam, nisem poznavalec, ampak zdi se mi, da je bilo želja Bruslja, ki je že takrat, ko je postavil zahtevo, ne, ko so, če se spominjaš, ki Olli Rehn že takrat govoril, ura se izteka, že prvič, vendar Slovenija je še vedno sposobna sama rešiti svoje probleme. To je natanko to, kar je povedal zdaj še enkrat, potrkal na uro in rekel, se pravi, čas se izteka, vendar je še vedno možno rešiti zadeve. Ampak hkrati so pa že v tistem prvem navalu dali zelo jasno vedeti, da želijo imeti vpogled v vrednotenje bančnih lukenj, v vrednotenje podjetij, posojil, toksičnih posojil, vrednosti podjetij, skratka vse, kar bi prečistilo bančni sistem. Ne. In očitno to zdaj dejansko hočejo izvesti, so vzeli to zadevo zares in ne bodo pustili praktično nobenega manevrskega prostora za naše ljudi, ki so pravzaprav v teh letih na nek način odgovorni, da so bančni sistem pripeljali v to lego. Ne? Saj po svoje se mi zdi to celo logično. Edini problem, ki ga imam pri vsej zadevi, absolutno sem jaz v tem smislu, če mene vprašaš, na strani Bruslja, ne? Ampak govorim zdaj v nameri razbiti pajdaški kapitalizem. Ne? Ja, sem na strani Bruslja. Po drugi strani me je pa močno zmedlo priznanje IMF-a, zdaj govorimo pa na ravni trojke. Ja. A veš, oni naredijo v Grčiji nek posel in preprosto tako imenovane austerity measures in zategovanje pasu, javno-finančno ureditev javnih financ in tako naprej, ki se načeloma racionalno gledano s tem lahko do neke mere strinjaš, potem pa naenkrat pride ena tretjina od trojke in reče IMF, ne, in preprosto reče, mi smo pa to zamočili, zaradi tega, ker smo doktrino narobe postavili, zaradi tega, ker smo zanemarili razvoj, ne, in potem postaneš zmeden in rečeš v redu. Če vi sami ne veste točno, kaj hočete, kdo pa potem je tisti, ki ve, kaj hoče? Kdo pa tisti, ki lahko naredi poteze, ki so pravilne? Ne? Ja, ne, ampak veš, ta ocena, ne, da Bruselj cilja na probleme pajdaškega kapitalizma in hkrati izhaja iz ocene, da iz dejstva, ne, da insajderji precej oziroma precej dobro vedo, kaj je s posamičnimi postavkami tega domnevno slabega premoženja. Ne. Ja. To je tako, da če jaz pridružil temu, kar ti praviš, ne, da je dobro, da Bruselj tle bolj natančno gleda in da preprečuje, da bi se z nekimi zelo hitrimi prenosi morda nekomu naredili zelo dobre biznise. Nekdo pripravlja prodajo z očmi kupca. Ne? Ja, mislim, kakšna je cena, po kateri se nekaj prenaša? Ne? Je to poštena cena, je to tržna cena, je to knjižna cena? Zelo veliko je odvisno od metodologij, na osnovi katerih bodo ti prenosi izvedeni in ali bodo te metodologije dejansko temeljile na nekem fair playu ali bo v tem skrita nova tržna priložnost za insajderje ali ne.
to je tisto, kar na podlagi izkušenj pravzaprav v izhodišču ne smemo dvomiti, oziroma saj zanesljivo moramo predpostavljati interese kužnih subjektov, ker smo se pač to naučili v preteklosti, da so na delu, da vedno funkcionirajo, da so vedno pripravljeni, in v tem smislu bi bila antikorupcijska mentaliteta uradnega Bruslja dobrodošla. Ne? Pustimo vso skepso okrog drugih stvari, ampak v Sloveniji se mi zdi, da nobene stvari ni mogoče akademsko rešiti, ampak je vsaka stvar kontaminirana z našo nepredelano tranzicijsko mentaliteto, ki se je v bistvu zažrla že v genom naše nacije, države, tako rekoč. A si slišal, da bo T6 izredna seja državnega zbora? Nekdaj. Zahteva SDS. Ja, se je prav, se je tvorno sodeloval pri tej neumnosti, ne? Mogoče se bodo pa samo obtožili. Bi rekel, da je tukaj sodelovala cela velika koalicija, ne? Mislim, od skrajne levice do skrajne desnice. Ker spomnimo se, kako je takrat cela poslanska skupina SDS bodi si glasovala za, bodi si odšla na stranišče, kar pomeni glasovala za. Ne? Se spominjaš takrat, ko so dopustili, da je v bistvu tista ožja lobijska skupina praktično z minimalnimi glasovi izglasovala T6 v parlamentu. Ne. In to ni alibijo, mislim, tukaj je zamočila razen takrat tedanje Zares, ki je v bistvu zaradi tega po moje izgubila tudi vso politično podporo oziroma prišla na udar vseh teh, kako naj rečem, povezanih oseb, če tako rečem, je praktično celotna, no pa mislim, da je bila takrat tudi Virantova stranka, mislim, da se je tudi opredelila proti, če se pravi. Ki pa še ni bila parlamentarna stranka, ne? Ali je že bila? Času, ne? Ne, se ni res. Ja. Virant je glasoval takrat za, ne? Mislim, da je glasoval za. Virant ni mogel glasovati za takrat, ko je Zares glasoval proti, ne? Tako da, ne, to je bilo takrat prvič, ampak te drugič, na končno, pa mislim, da so bi zdaj bova preverila, da naslednjič, če bo to na tapeti, ampak dejansko, ne, tudi pri cestnem križu mi danes imamo neke razplete gradbeniškega lobija, ampak poskušajmo se spomniti, kako je Slovenija funkcionirala 20 let, ne. Je zelo podobno logiki pajdaškega kapitalizma, samo da so se v bistvu nekatere osebe izčrpale, niso več playerji, medtem ko drugi, ki so še, poskušajo pač v tej logiki, v tem kalnem ribariti, ne. In ne vem, mogoče je sreča, da na ta način pač Bruselj zahteva neko pedantnost za, govorim, slovenski proračun. Ne vem, mogoče bomo pa tudi razočarani, mogoče bomo tudi Bruselj nekaj zabregamo. Ne? To so tiste zgodbe, ki nas vedno znova na nek način presenetijo. No, to z IMF-om in Grčijo je bilo zelo indikativno, ampak to v osnovi ne odpravlja temeljne dileme, da je Grčija sama zamočila svojo pozicijo s tem, ko je imela popolnoma neurejene javne finance. Ne? Kateri virusi, kateri bacili in kateri interesi se potem cepijo na sanacijski program, je seveda sekundarno vprašanje. Zelo močno, ampak izvedeno vprašanje. Ne? Primarno vprašanje pa, kako to urediti. In Bruselj očitno zdaj nastopa z določeno ali pa z dost veliko mero nezaupanja, ko slovenski finančni minister in slovenska premijerka poskuša dokazovati, da so naši slovenski državni ukrepi parlamentarni že sprejeti, ampak da bodo začeli učinkovati šele od 1. januarja naslednjega leta, v letošnjem proračunskem letu pa se bodo začele kazati šele z zamikom, a veš, in ne bodo polnih rezultatov dali, zato ker začnejo pač delovati, ker delujejo samo na obdobje pol leta, a ne? In da naslednje leto bojo prišli pa do polnega pač razmaha in ta nepotrpežljivost, ki jo je izkazal tudi Olli Rehn in skratka vsi tisti komisarji, in mogoče preventivne narave, mogoče pa ne vem, ampak na vsak način, če si opazil, ne, je bilo ta teden tudi rahlo bolj umirjene tone na bruselski strani zasledi tudi pri naslednji šarži posojil za Grčijo, ne? Ker po kriterijih, kakršne so postavili na začetku pred 3 leti ali koliko, ne, zdaj Grčija ne bi smela dobiti posojila, nove tranše. Ne bi smela dobiti zaradi tega, ker ni izpolnila vsega tistega, kar je bilo dogovorjeno, ampak so rekli, so pa vidni napredki, skratka tudi Evropska unija pod vplivom mednarodnih ekonomskih spoznanj in verjetno pod vplivom Amerike ugotavlja, da če bodo šli samo v tako imenovani špar program in ne bodo zagotavljali kakršnega razvoja, se bo zadeva res zrušila. Ne. Očitno je nemška doktrina reševanja Evropske unije tukaj na velikem preizkusu.
Jaz počakam na rezultat nemških volitev. Ne? Ja, ali se bo potem kaj spremenil? Ne? Ja, berem v delu, da je zmagovalka odločena. Ne? Ja, tako si mislijo. Ja. To je v bistvu CDU, CSU oziroma Angela Merkel. Ne? Dobro, gre naslednjo sredo naprej. Ja.